Ok, res je. Že dolgo časa nisem nič objavil. Ampak imam dober razlog. In ne, ni moj pes mi je pojedel SD kartico, res ne. Decembra smo morali preseliti studio na novo lokacijo in ta selitev ni bila tako hitra, kot smo mislili. Stvari se postavljajo na svoje mesto, tako da bomo lahko počasi normalno zadihali. Ker smo zdaj v novem studiu, smo si privoščili nov TV, saj je imel prejšnji že skoraj 15 let. Ime mi je Miha in naš novi TV je slovensko-kitajski Hisense. Za ta video sem pripravil najmodernejšo opremo za testiranje TV-jev, tako da bodo rezultati res najbolj verodostojni. To so moje oči. Ko smo se odločili, kaj nabaviti, smo imeli 3 zahteve. Da ni predrag, da je čim večji oziroma nad 50 inčov in da ni čisto za nič. Tako mi je na radar prišla televizija slovensko-kitajskega ali kitajsko-slovenskega porekla Hisense 58A7100F. 58 inčov oziroma 146 cm za vaš čudake, ki merite TV s centimetri, in s ceno 380 € mi je bil ta televizor takoj všeč. Malo me je skrbel operacijski sistem Vida, ampak v njem malce kasneje. Gremo lepo po vrsti. Prvo, kar opazimo, je to, da je TV skoraj brez roba. Razen dna ima ta celih 5 mm okvirja, na dnu pa debel centimeter. Globina je na najdebelejšem delu 8 cm, kar naredi televizijo zelo elegantno in moderno. Mi smo se odločili za montažo na steno, tako da smo plastične nohce pospravili. S 13 kg TV ni težek, a vseeno priporočam, da ste v paru, ko ga jemljete iz škatle in ga postavljate, saj ta ni majhen. Na začetku si je treba ustvariti Vida uporabniško ime in gesto. Ampak postopek je enostaven in gre dokaj hitro skozi. Vida je Hisenseov lastni operacijski sistem, katerega najdemo na njihovih cenejših televizorjih. V višjem razredu uporabljajo Android TV. Prav zato me je zanimalo, ali mi bo Vida ustrezala, ali bom pa mogel uporabiti Chromecast ali Xiaomi Mi Box. In priznati moram, da mi je ok. Ima tisto, kar potrebujem. Netflix, YouTube, Amazon Prime, Voyo in Plex. Za enkrat HBO Go ni na voljo, a pri Hisense pravijo, da pride enkrat do konca leta. Po mojem bo enkrat marca, saj takrat je napovedan, da pride k nam HBO Max. Ampak to je moje špekuliranje, tako da me ne držati za besedo. Telemach in T2 imata oba na voljo aplikacijo, tako da če ste njihov naročnik, dodatna škatla pod TV-jem ne bo potrebna. Preveril sem lahko samo Telemachovo aplikacijo in ta deluje tekoče in brez težav. Na splošno mi je Vida vizualno všeč, je pregledna in vse deluje kot mora. Največji minus je to, da nima vgrajenega Chromecasta. YouTube video lahko brez težav pošlješ iz telefona na TV in to je to. Vse druge video aplikacije, katere imam naložene na telefonu, televizorja ne najdejo. Podpira zrcaljenje ekrana, ampak to je uporabno res samo v najnujnejših primerih. Opazil sem, da se TV ne poveže avtomatsko na Wi-Fi, ko ga prižgem naslednji dan. Zapolni si geslo in vse, a ne poveže se samo od sebe, ker je malce tečno. Podpira samo 2,4 GHz Wi-Fi omrežje, za streamanje 4K Netflixa in video vsebin je Wi-Fi več kot dovolj. V osnovi sem z delovanjem in odzivnostjo sistema zadovoljen, tako da nisem pogrešal Android TV-ja. Kakaj pa slika? Slika je presenetljivo dobra glede na ceno, ko si seveda uredite nastavitve. V osnovi je preveč saturirana in kontrastna, plus vklopljene ima vse dodatke od glajenja, gibanja, ostrenja in podobno, kar da filmu občutek, kot da gledaš telenovelo. Ampak z malce truda sem prišel do spodobnih rezultatov. TV uporablja VA panel, tako da so kontrasti in vidni koti solidni in uporablja D-LED osvetlitev. Backlight bleed oziroma izpust osvetlitve okrog robov TV-ja je prisoten, ker ni presenetljivo, ampak ni moteč oziroma premočen. To se dogaja pri skoraj vseh TV-jih, ki imajo LED osvetlitev, tako da je samo odvisno, kako izrazit je. Dražji kot je TV, manj ga je, načeloma. Televizor se sicer kiti z oznako HDR10, a je svetilnostjo okrog 300 nitov daleč od HDR standarda, ki zahteva minimalno 600 nitov. Je pa dovolj svetel, da se ga da gledati v normalno osvetljeni sobi, mogoče ne ravno nasproti okna v najbolj sončnem dnevu. Ima pa ekran glossy steklo za zaščito, tako da bo kar precej odbojev in bodo luči ter okna lepo vidni v odsevu. Ampak zvečer v zatemnjeni sobi je super. Poglejmo si, kako sem si uredil nastavitve. Uporabil sem Picture Mode Standard, predvsem zato, ker ko sem dal na Cinema profil, so se pojavili sivi artefakti na koži igralcev, ker mi je zelo čudno, saj ta profil naj bi bil namenjen nam, ljubiteljem filmov.
tako da sem si uredil standard profil. Označil sem, da se nastavitve uporabijo povsod, na vseh HDMI vhodih kot v različnih aplikacijah. Drugače lahko sliko prilagajaš na vsak vhod ali aplikacijo posamično. Backlight control izberemo off, brightness na 50%, kontrast na 60%, saturacijo na 40%, sharpness na 0, to je nujno, adaptive contrast, noise reduction, ambient noise reduction, vse ugasnemo. Damo na off. Barvna temperatura je bolj osebna preferenca, meni je najbolj všeč Warm 2. Expert settings spustimo na miru. Tako urejen profil je po mojem optimalen in s tem dobimo najboljšo možno sliko iz TV-ja. Če ima kdo od vas še kakšen nasvet ali idejo, kako naštimati sliko, napišite spodaj v komentar. Zvok je kot pri večini modernih TV-jev na ravni boljšega tranzistorja. 2,8-vatna zvočnika sta lih dovolj za gledati dnevnik, kako risanko ali občasno kak film ali nanizanko. Za boljšo izkušnjo bo treba poseči po kakem soundbaru ali surround sistemu. Na hrbtni strani najdemo 3 HDMI vhode. Vsi trije podpirajo HDMI 2.0 standard. HDMI 1 je tudi ARC, tako da vsem vklopite soundbar ali hišni kino. Ima tudi optični izhod, če slučajno še vedno uporabljate starejši očevalec brez HDMI-ja. Če boste na TV priklapljali konzole novejše generacije, ne pozabite v nastavitvah vklopiti Enhanced HDMI standard, ker edino tako boste dobili 4K HDR sliko na TV. 2 USB 2.0 vhoda poskrbita, da iz zunanjega diska ali ključka predvajate video vsebine direktno iz njih. Tu najdemo še UTP vhod za mrežo, 2 priključka za anteno ter CI plus režo za kartico. Daljinec je soliden, gumbi so sicer dirkasti, ampak navigacijske tipke lepo klikajo, tako da je odnašanje teksta dokaj gladko in ne zamuja preveč pri hitrem klikanju. Poslušajmo. Ima namenske tipke za Netflix, YouTube in Prime Video. Ostale so brezvezne in tu pogrešam aplikacijo Button Mapper iz Android TV-ja, kjer si lahko po svoje sprogramiram podobne tipke. Če na TV priklopite igralno konzolo, obvezno vklopite Game Mode, saj s tem znižate input lag na manj kot 50 milisekund. Nanj sem priklopil svoj Xbox One in za igranje iger kot so Forza 5, Doom, Ori in podobne je več kot odličen. Tudi če je moj Xbox samo v Full HD resoluciji, je slika ostra in jasna. Televizija lepo poveča upscala signal. Če pa imaš konzolo zadnje generacije, recimo PlayStation 5, ta TV ni zate. Zakaj? Ker TV ne podpira več kot 60 slik na sekundo v 4K in zato, ker si dal za konzolo več, kot si dal za TV in si verjetno privoščil tudi TV, ki je primeren za tako mašino. V glavnem, malo denarja, malo muzike v tem primeru ne drži. Bomo pa videli skozi čas, kako se obnese in kakva bo njegova življenjska doba. Upam, da čim daljša. Na TV sem priklopil Denonov soundbar, o katerem bom govoril v bodočem videu, ki ga boš verjetno našel nekje tukaj ob strani. Kot vedno, dajte se naročiti na moj kanal. Če vam je bil ta video všeč, stisnite en like, delite ga med frendi, spodaj v komentar pa mi napišite, če sem kaj pozabil omeniti oziroma če vas še kaj določenega zanima. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau! Okay.